Ja, med ljudmi vsekakor obstaja razlika. To je tisto, se pravi, ko rečemo, da je nekomu način življenja v bistvu skakanje čez plot oziroma biti malo tu, malo tam, se reče, in nikjer v celoti. In jim je to dejansko, s tem nimajo nobenih težav, nobenih problemov, in to celo ni vrednota in jim je to nekaj tako, kakor jest, ne, je to pač normalno, mislim, zvest brez veze. Ne? Do tistih, se pravi, ki jim je zvestoba zelo velika vrednota, način življenja in se jim to zgodi. In taki ljudje ponavadi tudi, v bistvu, ki se znajdejo znotraj tega in si nikoli v življenju niso mislili, ne, in niti kaj šele želeli, da se bodo znašli, pa se znajdejo, ne, tudi velikokrat pogosto zelo trpijo. No. Še posebej enkrat, ko mine, je zelo težko, velike bolečine so, veliki občutki krivde, zgubijo ne nazadnje tudi svojo lastno čistost, po kateri so hrpeneli in jim je grozen se že dejansko soočiti že sami pri sebi v bistvu s tem, da so sploh sami sebe postavili v tako situacijo, ampak pač ja, v življenju se marsikaj zgodi. Spravi so tukaj zelo so to težke stvari in zelo boleče za vse vpletene. Spet zelo odvisno od afere, od tipa afere, ne, in od vzrokov za afero. Tisti, ki vejo v bistvu na nek način, da so zelo pripomogli dejansko do tega, da je prišlo, ne, seveda se soočajo zopet z bolečino, z občutkom izgube, z občutkom, se pravi, tudi nekih vrednot in tako naprej. Vedno je na nek način boleče, ampak dosti lažje kot tisti, se pravi, ki so vpleteni v partnerjevo nezvestobo, ki je nastala izključno zaradi njegovih individualnih vzrokov. Seveda, spet tukaj je na nek način zelo odvisno od odnosa, ki ga dva imata. Pri nekaterih je to samo še pika na i, da lahko odideta in da si zares priznata, da si res želita iti narazen, ampak prej nista zmogla na nekakšen drugačen način, kot da sta opletla še afero. Se pravi, glede na to, da zdaj že vemo, da poznamo več različnih tipov afer in ogromno vzrokov, je pa potem zdaj spet tukaj najlažje in povsem nemogoče reči, pojte narazen, zaradi tega, ker ti odnosi ne grejo narazen. Zakaj ne? Zaradi tega, ker se zavedajo, marsikdo se zaveda, še posebej v nekih medpartnerskih vzrokih, da sta skupaj pripeljala do nečesa in da je ta odnos že dolg časa lahko zelo boleč, ne, in je potrebno res pogledati, kaj se je znotraj tega odnosa zgodilo. In jaz še vedno rečem, vsaj neke 3 mesece si je na nek način potrebno dati, da vidimo, kaj se je zgodilo, kaj se je dogajalo, da dobimo ta pomen nezvestobe in potem še vedno lahko naredimo, karkoli nam pač srce, duša, življenje govorita. Ker marsikdo enostavno iz tega pride še močnejši in ker se začnejo naslavljati recimo nepredelane stvari, komunicirati se začne lahko na način, kot se nikoli prej ni, ne. Se pravi, in tam se marsikaj naredi in taki odnosi postanejo lahko zelo močnejši. Nekateri seveda ne. Ne, nekaterim je to taka bolečina, ampak spet lahko osebnostno zrastejo iz tega, ne, in grejo naprej na zelo drugačen način. Najlažji v bistvu in najtežji je kar odideti. Seveda takrat se spet zelo hitro pokaže, a si par želi delati na odnosu ali je to pač samo še pika na i ob zaključku. Jaz velikokrat rečem, da zelo dobro na nek način si je poiskati neko strokovno pomoč, kjer ste vodeni in kjer lahko pride do komunikacije in kjer lahko dejansko se začnejo naslavljati stvari, ki prej enostavno niso imele poti za nasloviti, zaradi tega, ker je tukaj nekako potrebno res imeti neke korake očiščevanja in rečemo tega okrevanja iz same prevare. Je pa zelo pomembno, se pravi, prekiniti stike, ne, tisti, ki je prevaral, se pravi, da prekine vse stike z tretjo osebo. To je zelo velikega pomena. Ne. Potem pa je pomembno v bistvu tudi biti odkrit
popolnoma, se pravi, največkrat se v aferah dogaja, da se telefone skriva, maile in tako naprej, da je vse to v bistvu položeno z gesli in telefoni ponovno vključeni in na mizi, da začne par delovati skupaj. Ne? In jaz rečem, da je veliko bolje, da tisti, ki je prevaral, da začne informirati. Se pravi, da on prej podaja vse informacije, kje je, kaj dela, s kom je, ki je tukaj neko določeno obdobje normalno, da bo tega veliko več, kot je sicer v odnosih, kjer zaupanje je, ker tukaj je zaupanje enostavno porušeno. Ne? Se pravi, da informira, zelo veliko seveda se morata pogovarjati, ampak jaz priporočam ne dolgo v noč. Tudi tukaj dejansko mora biti neke omejitve, zaradi tega, ker to te izčrpa in postane zmeraj bolj v bistvu tudi razdražen, slabe volje in že v osnovi enostavno ne more priti do nekih izboljšav. V primerih, ko pride do afere nekako znotraj delovnega mesta ali pač znotraj neke skupnosti, kjer posamezniki so še vedno skupaj in se družijo skupaj, je potrebno pretrgati stike v tej smeri, se pravi, da je razmejitev v smislu nobenih osebnih, zasebnih informacij več, ampak zgolj poslovnih oziroma tistih, ki so in se ne tičejo naju kot osebi.